sestanke pod vprašanjem po zadnjih informacijah, tako da bi zelo težko komentiral to, da bi bilo pod vprašanjem fiskalno pravilo. Sam sem že zelo jasno povedal, da Slovenija rabi trdno zavezo in se tudi mora dogovoriti, da bo stopilo na pot konsolidiranja javnih financ. In v izvedbenem fiskalnem zakonu, ki smo ga tudi predstavili in dostavili predsednici vlade, je ta možnost, kolikor bomo v letu 2014 ugotovili, da so težave v letu 2015 zagotoviti uravnotežen proračun, lahko takrat sprejmemo izvedbeni na osnovi tega zakon, v katerem bomo si zapisali finančno dinamiko za naslednje srednjeročno obdobje. In v tistem načrtu moramo vsekakor konsolidirati javne finance, kajti mi s tem odlagati do leta 2017-2018 enostavno ne moremo, ker so naše številke takšne, da tega ne dopuščajo. Zato bomo v Slovenski ljudski stranki vztrajali na tej letnici. Mislim, da je tudi bo na koncu morala prevladati razsodnost in razum slovenske politike in to zavezo tudi sprejeti v slovenski ustavi. Funkcionarji so v Sloveniji že nekajkrat sprejeli znižanje plač prej, kot je bil to dogovor s gospodom Štrukljem. Vladi in gospodu Štruklu želim čim boljše dogovarjanje in zagotovo bomo v tem krčenju prihodkov tega krčenja deležni tudi funkcionarji. Sam nisem nikoli nasprotoval tudi osnovnemu inštrumentu solidarnosti, se pravi, da lahko mogoče tisti, ki ima več, tudi več prihrani. Po drugi strani pa je prav, da se tudi javni sektor resno in odgovorno obnaša in tudi sprednji sindikalisti na čelu z gospodom Štrukljem, gospodom Vaseljem in ostalimi stopijo za mizo in se začnejo pogovarjati. Ne da samo mečejo neke provokacije v prostor in na populističen način poskušajo odreči od bistva problema. Želim, da se gospod Virant s sindikati čim prej dogovori in ko bodo dogovori na mizi, se bomo zagotovo vsi skupaj v Sloveniji morali obnašati časom primerno in funkcionarji se bodo zagotovo. Hvala.